Novi A je prava revolucija za Mercedes. Iz visokega in uporabnega avtomobila so naredili takšnega nizkega, skoraj športnega. Morda bo kdo jezen, ker so naredili takšno drastično spremembo, ampak meni je prav všeč na teh ovinkih. Sicer ni tako odziven kot recimo BMW 1 in Audi A3, je pa daleč od svojega predhodnika. Na poti do sem prehitel enega Italijana s starim A-jem in vam povem, ni imel šans. V njem si zlahka predstavljam kakšno mlado mamico, tudi družinico, starejši pa najraje izbirajo višjega B-ja. A bo zato imel tudi močnejše motorje, ker podvozje to vsekakor zmore. Z veliko hitrostjo se lahko zapodi v ovinek in ne spusti. Zato gre lahko kar hitro, pa čeprav je to najšibkejši motor v ponudbi. Za prehitevanje si morate vzeti pač malo več prostora, ima pa dovolj navora za klance na avtocesti. Prvič vozim tudi tale dvosklopčni menjalnik. Če ga primerjam z najboljšimi, malo bolj cuka pri speljevanju in trese na mestu, prestavlja pa brezčutno in hitro. Najbolj pa mi je všeč, da je tale prestavna ročica ob volanu in je tukaj veliko prostora za vse mogoče stvari, ki jih sicer nosite v žepih. Mercedes-Benz A res izgleda atraktivno in to je danes pogoj v tem premium razredu. Avtomobil si morajo kupci želeti. Je pa res, da morate precej investirati v dodatno opremo, da avtomobil izgleda vsaj kolikor toliko spodobno. Tale stane kar 30.000 evrov, pa ima le 80 kW. Je pa zato vse lepo barvno usklajeno in materiali so res fini. Prostora znotraj ni veliko, strop je dokaj nizek, je pa zato počutje zelo prijetno. Sedež sem brez težav namestil, prtljažnik je pa nekako v povprečju razreda. 2 sedeža se spravijo vanj.